Pozdravljeni. Na vrsto je prišel letos že 18. komentar novic in poglejmo si skupaj, kot ponavadi, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat se bomo ustavili pri 4 različnih temah. In vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, kot ponavadi v samem opisu. In tudi tokrat, ko je slika v barvah, pomeni, da navajam tisto, kar sem prebral v že prej omenjenih člankih. Ko se ta spremeni v črno-belo, pa dodajam moje osebno mnenje, moj komentar. Tudi tokrat smo na hitro ponovili pravila, zato se kar takoj lahko lotimo prve današnje teme. Najprej se bomo ustavili pri razvojnih načrtih Scuderia Ferrari. Kot smo lahko prebrali na spletnem portalu motosport.com 29. aprila, nas v bližnji prihodnosti čakajo kar 2 posodobitvena paketa. In prvi bo predstavljen že na veliki nagradi Emilia Romagna v Imoli. Nato na veliki nagradi Španije bo sledil drugi. Tako si želijo pri Scuderiji Ferrari nekako nadoknaditi zaostanek, ki ga imajo za Mercedesom in McLarenom. Poleg tega upajo, da bodo na veliki nagradi Španije prišle na dan tiste kvalitete, ki jih ima SF 25, kajti kot dobro vemo, od te dirke naprej stopi v veljavo nova tehnična direktiva, kar se tiče upogibanja prednjih aerodinamičnih stabilizacij. In tu velja poudariti, da pri Scuderiji Ferrari ogromno vlagajo v razvoj aktualnega bolida. Videli smo že do sedaj kar obsežne posodobitve v primerjavi s tistim, kar je pokazala konkurenca. In verjetno marsikdo izmed nas navdušencev se sprašuje, kaj pa model za sezono 2026. Morda pri Ferrariju razvijajo preveč aktualni bolid in malce pozabljajo na tisto, kar bo prišlo na proge v naslednjem letu. Vprašanje je več kot upravičeno. Namreč pri Williamsu, kot bomo videli v drugem sklopu, so čisto drugačnega mnenja. A verjetno ste zasledili tudi vi, da so pri ekipi Williams zaustavili razvoj aktualnega bolida. Kot poroča Motorsport Week 27. aprila, je F2 47 končal svojim časom v vetrovniku. Namreč pri ekipi iz Grova se bodo posvetili nastanku in razvoju tistega, kar bomo spoznali v naslednjem letu kot F2 48. In marsikdo se bo sedaj začel spraševati, a ni to nekoliko prezgodaj. James Wolf je dejal, da pri ekipi Williams so mnoga leta mislili dobesedno samo na aktualno sezono in jih ni brigalo, kaj se bo zgodilo naslednje leto ali pa seveda v naslednjem obdobju. Tokrat je prvič po nekaj desetletjih, da se dobesedno ukvarjajo z srednje in dolgoročnimi načrti. Ampak takšna sprememba zahteva svoje žrtve. In pri ekipi Williams so prvi, ki so tudi uradno objavili,
da je z razvojem letošnjega bolida dobesedno konec. In tu, če se spomnimo naše prve novice, našega prvega sklopa, se poraja zanimivo vprašanje. Ekipa Williams ima na razpolago bistveno več časa v vetrovniku kot skuderija Ferrari, ker so bili na konstruktorski lestvici v lanski sezoni nižje. In kljub vsemu so zaustavili razvoj letošnjega bolida, da bi lahko napravili tistega, ki bo prišel v naslednji sezoni, toliko boljše. In mnogi bi dejali, saj Williams je slabša ekipa, ki ima manj denarja, ter tako naprej. Ampak ne smemo pozabiti na nekaj, da v Formuli 1 imajo vsi enako omejen proračun in torej tu denar ni težava in ni ovira. Gre za zavedanje, kaj se lahko naredi z določenim časom v vetrovniku in samo moram dodati, da imam zmeraj močnejši občutek, da bodo pri skuderiji Ferrari preveč časa porabili za razvoj letošnjega bolida na škodo tistega, kar bo prišlo na dan v naslednjem letu. Kot ponavadi bomo to ugotovili skupaj. Mi si poglejmo, kaj sem pripravil za tretjo današnjo temo. Pred nami je že vikend posvečen veliki nagradi Miamija in na spletnem portalu motorsport.com smo lahko 29. aprila zasledili članek glede tega, če je Lando Norris po komaj letu dni od svoje prve zmage pripravljen se boriti za naslov svetovnega prvaka. Tu lahko dobimo ogromno razlogov za in proti. Naprimer, Lando Norris po karakterju je tak, da bo za svoje neuspehe najprej krivil sebe in nikoli s prstom kazal, naprimer na ekipo ali kogarkoli drugega. In lahko bi se začeli spraševati, koliko časa so potrebovali drugi šampioni, da so osvojili naslov svetovnega prvaka od svoje prve zmage. In tu bi lahko razpletli marsikatero zgodbo. A dejstvo je, da tokrat ima Lando Norris priložnost imeti boljši bolid od konkurence. In takšne priložnosti se ne pojavijo mnogokrat v karieri katerega koli voznika. Zato, kolikor ne bo letos izkoristil te priložnosti, se je upravičeno spraševati, ali bo v prihodnosti še imel možnost boriti se za naslov. Morda bo kdo pri McLarenu dobesedno zasedel tisto njegovo mesto vodilnega voznika, ali pa pri ekipi iz Wokinga ne bodo več imeli tako dobrega bolida. Rad bi vas spomnil, da v sezoni 2026 so nova tehnična pravila in vsi bodo dobesedno začeli znova. In tu seveda velja pripomniti, da priložnost zamujena se seveda ne vrne nobena. A pustimo sedaj to in poglejmo še, kaj sem pripravil za zadnjo današnjo temo. Za konec pa kot običajno tista malce bolj lahkotna, šaljiva tema, kjer se bomo ustavili pri novici, ki je bila objavljena na portalu GP Blog in spletni strani italijanske revije Autosprint 29. aprila. Pred nekaj dnevi smo govorili o tem, da ima Sebastian Vettel priložnost vrniti se v cirkus Formule 1. Red Bull razmišlja o možnosti, da bi Vettel nasledil Helmuta Marka na čelu tistega programa, ki skrbi za mlajše voznike. Ampak Sebastian Vettel ima velikansko oviro, namreč njegovi otroci
kot pravi sam, mu ne bodo dali dovoljenja, da bi sprejel kakšno takšno vlogo. In tu je treba dodati, da je Sebastian Vettel tisti, ki se je upokojil tudi zaradi tega, da bi lahko bil bližje svoji družini. In ukolikor je sprejel takšno odločitev, jo moramo mi, navdušenci, tudi spoštovati. Razumem ga, da je njegova družina prioriteta in da si ga otroci želijo ob sebi. Bodimo realni, ukolikor bi Sebastian Vettel znova prišel v cirkus Formule 1, bi to pomenilo, da najmanj 24 vikendov v celotnem letu bi bil z doma. Poleg tega bi moral skrbeti za tiste mlajše generacije v Formuli 3, Formuli 2 in seveda nižjih kategorijah, kar bi mu zopet vzelo ogromno časa. Sebastian Vettel ne rabi službe pri Red Bullu. Po mojem skromnem mnenju je zaslužil dovolj, zato si lahko privošči tudi, da takšne ponudbe zavrne. In prav je tako. V življenju moraš imeti prioritete in družina Sebastiana Vettla pride zagotovo pred Formulo 1. Zato sam takšno njegovo odločitev spoštujem. A mi, kot ste razumeli, smo prišli tudi do konca tudi tokratnega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.